Da bi modrost prepoznal in sladkost življenja izkusil. Da se le ne bi dal pregovoriti. Dragi prijatelji, v stik. Velike upe si položil v moje skromne sposobnosti. Ja, pravim ti takole, prijatelj, zdi se mi, da se mi velikih, morda preveliki škornje nastavijo. Težko sem stopil vanje. Pak nič. Zgodbo sem si zamislil, zdaj pa naj mi le Bog pomaga, da se bodo besede lepo v stavke zložile. Ali nekam čudno se počutim, prijatelj, da iz tvoje zgodbe, izvrstno napisane novele, da je ni enaka, zdaj ustvarjam roman. Roman. Prevzvišena, pripovedna oblika. Mojemu narodu še neznana, ampak v svetu pa tako zelo čislana. Tako. Tale misel pa za začetek. Srce je prazno. Srečno ni. Dragi Prešeren, kako globoko si zadel čutenje nesrečno zaljubljenega srca. Zakaj so najlepše ljubezenske pripovedi tiste, ki govorijo o neuslišani ljubezni? Tiste, ki kakor bolezen preveva hrepenenje. Pesnikom tako blizu, pripovedovalcem v brezčasen jezik. Mar se ljudje tako zelo poistovetimo z nesrečo? Mar si ob tuji žalosti laže celimo rane lastnega nesrečnega življenja? Mar sta mirna sreča in zadovoljna življenja brez pravega žara? Kdo bi vedel? Deseti brat. Nesrečnik je moral od hiše samo zato, ker se je rodil kot deseti. In desetnica od Boga 10 hči. Ampak tale moj 10. brat, on ne bo tisto, za kar se izdaja. Njegova zgodba bo temačna in skrivnostna. Njegovo življenje se je zgodilo brez namena, brez Božjega blagoslova. V sramoto nezakonske materi. Tudi tu je podobnost, veliki pesnik. Tudi tvoja nezakonska mat je potrkala na vest. Ogenj človeške strasti, ki zagori v neobvladljivih in neopisljivih plamenih, a hipoma ugasne kakor od vode polit v grenkem spoznanju grešne resnice. Veliko teh težkih zgodb leži nad našimi domovi kakor zlovešči oblaki. Nezakonski otroci, skrivnostni dediči. Ja. Tako bodi. Tako bodo brali. A da le ne bi s tem s prstom kazali drug na drugega. Drugi greh bo težji od prvega. Lovre Kvas. Lovre Kvas. On bo glas srca in razuma v mojem romanu. Človek časti in morale. Skromen, prijeten, pošten.
njemu pritiče rahločutno hrepenenje. V pismi se bodo izpovedoval svojemu prijatelju, zato bodo njegove besede še bolj pronicljive, še bolj iskrene. Čutim, ali kadar bi imel govoriti, ta čas sem okoren in neroden. Upam, da boš izmed vrst bral, česar povedanega ne najdeš, kar bi ti pa jaz rad povedal. Nekaj o meni kakor hrepenenje po nečem neznanem, ki se mi pa vendarle zdi, da že na pol ima. Človek mora imeti toliko filozofije v sebi, da si dušo prosto ohrani v notranjih in zunanjih stisk in težav. Upanje, Lavre. Upanje živi človeka, če ga vse drugo zapusti. Tako. Dobro je tako. Rad bi, da od vsega hudega, kar se na svetu godi, ena beseda ostane. Ena sama beseda, da bi tisti, ki jo bo bral, rekel: Jožek, to si pa dobro povedal. To si dobro napisal. Upanje. Upanje. V tebi uglajeni Lovro kvas. V tebi bodo uteho našli vsi tisti, ki umetnost in literaturo čislajo. Vsi tisti, ki brez madežnost misli in dejanj pomeni več, kakor sleherno zemeljsko bogatstvo. Walter Scott. Toliko noči sem ob tvojih romanih prečul, da mi je silna želja po slovenski besedi v roman povzdignjeni v žilah uslamtela. Zdaj pa od Levstika opogumljen zbiram poglavje za poglavjem. Pišem in pišem. Preberem, pa celo poglavje zavržem, pa spet pišem, kot da bi šlo za življenje. Kot da bi šlo za življenje. Ampak gre na vse konce vendarle za ljubezen. 10. brat.